Gospod Faganel, vaše izkušnje z redko boleznijo in z redkimi boleznimi so izjemne in zelo dobro veste, zakaj je tako pomembno ozaveščanje o tovrstnih obolenjih, pa pri tem ne mislimo le na osveščanje splošne javnosti, ampak tudi ali predvsem strokovne javnosti, ki se ne sreča prav pogosto z redkimi obolenji. To ste zelo dobro vprašali, kajti redke bolezni poznajo samo redki specialisti. Človek pa lahko se znajde v zdravstvenem sistemu, ne pri svojem super specialistu, ampak recimo, če pride na urgenco in takrat nezavesten, takrat nikjer ne piše, da imaš ti to redko bolezen in je lahko ukrepanje, ki je za zdravega človeka lahko smrtno nevarno. Zato je pomembno, da ta ozaveščanje v strokovni javnosti poteka, predvsem pa, da paciente same ozaveščamo tako, da svoje bolezni ne skrivajo. Danes je to seveda zelo pomembno, ker sodi to med občutljive podatke, ampak če ti ne poveš, kaj ti je, ti ne morejo pomagati, ne? Potem je pa zelo pomembno povezovanje znotraj zdravstvenega sistema, da prideš ti do pravega človeka v pravem trenutku. To je precej zapleteno in zato se nam zdi, da so združenja bolnikov, ki vključujejo posamezna društva, zelo pomembna. Mi se čutimo, zlasti izkušnje, ki jih imam s področja hemofilije, da smo bili mi, bolniki, neimenovani asistenti zdravnikov. Da nismo zahtevali, ampak smo organizacijsko pomagali, da se zadeve nekako uredijo. In za izkušnje, ki sem si v življenju s 40 let pridobival na področju hemofilije, želim zdaj pomagati ostalim redkim boleznim, da dosežejo take rezultate, kot smo dosegli na področju hemofilije. In na ta način bo kalvarija, ki nemalokrat spremlja predolgo diagnostično pot pri redkih boleznih, bistveno manjša. Točno. Je pa treba tudi v javnosti vedeti, da imamo v Sloveniji zelo uspešen sistem presajenja novorojenčkov, kjer odkrijemo pred kliničnimi znaki skoraj 50 redkih bolezni, ki jim lahko pomagamo in so ti vključeni takoj v učinkovito zdravljenje, tako da morda v odraslosti niti več nimajo teh težav.